Z mano si boste danes pogledali, kakšno je pravzaprav bilo industrijsko onesnaževanje Ilirsko-Bistriške kotline v času po drugi svetovni vojni. Zdaj, če povemo, industrija ima pravzaprav med vsemi gospodarskimi dejavnostmi največje preobrazbene učinke na družbo, gospodarjenje in zemeljsko površje. Po eni strani zagotavlja ekonomsko blaginjo posamezne države, po drugi pa ima tudi velik vpliv na okolje, saj prispeva znaten delež emisij k ključnim onesnaževalom zraka. Velike okoljske vplive pa imajo tudi emisije v vode in tla, raba energije in nastanek odpadkov. Podobno je bilo tudi v Ilirsko-Bistriški kotlini, zemljevid, kot vidite, imate tudi tam prikazan, kjer je bila industrija v bistvu v času po drugi svetovni vojni eden izmed večjih onesnaževalcev okolja. Za Ilirsko-Bistriško kotlino je v času po drugi svetovni vojni značilna industrializacija. Industrija se je koncentrirala v osrednjem naselju v kotlini, to je v Ilirski Bistrici, kar je povzročilo velik gospodarski napredek mesta. Poglavitna vira industrijskega onesnaževanja sta bili lesno-industrijsko podjetje Lesonit in tovarna organskih kislin oziroma TOK Ilirska Bistrica, zato si jo najprej nekoliko poglejmo. Lesno-industrijsko podjetje Lesonit je z delovanjem pričelo leta 1946, ko je iz tovarne prišla prva vlaknena plošča, izdelana v Jugoslaviji in jugovzhodni Evropi. Vlaknene plošče so sprva izdelovali po mokrem postopku, zaradi njegove ekološke vprašljivosti pa so potem leta 1978 prešli na suhega. Proizvajali so tudi emajlirane in kaširane plošče ter druge vrste plošč, dekorativne plastične laminate, leseno embalažo in žagani les. Zdaj, Lesonit se je v bistvu še pred osamosvojitvijo začel pripravljati na nove gospodarske razmere, v katerih pa ni preživel, tako da ga je po stečaju leta 2000 prevzela italijanska korporacija, ki je proizvodnjo kasneje popolnoma posodobila, je pa s tem prišlo tudi do kadrovske racionalizacije. Podjetje je še vedno eden izmed pomembnih zaposlovalcev v občini, vendar, kot bomo videli, tudi eden izmed ključnih onesnaževalcev Ilirsko-Bistriške kotline. Nadaljujmo s kemično industrijo. Leta 1952 je bilo ustanovljeno podjetje Zadružnik, v okviru katerega so delovali tudi obrati za kemijsko proizvodnjo. Ti so se leta 1960 iz podjetja izločili kot samostojni obrat z nazivom Tovarna organskih kislin oziroma TOK Ilirska Bistrica. Podjetje je proizvajalo kazeinska lepila, vinsko, mlečno in citronsko kislino, preparate za galvanizacijo, enološke preparate za vinarstvo, pomožna sredstva za usnjarstvo in podobno. S tranzicijo je potem podjetju prišlo do hudih problemov pri poslovanju, kar je na koncu vodilo v stečaj podjetja leta 1990. Kot že nekajkrat omenjeno, je bila industrija v času po drugi svetovni vojni večji onesnaževalec okolja v Ilirsko-Bistriški kotlini, danes se ji pridružujeta še promet in pa energetika. Industrija je izvajala pritiske na okolje predvsem z onesnaževanjem voda, izpusti emisij v ozračje ter tudi hrupom, problematična pa so tudi degradirana območja nekdanjih tovarn in odlagališč. Kot bomo videli, so nekateri primeri obremenjevanja okolja prisotni tudi v sodobnem času. Pričnimo z onesnaževanjem voda, za katerega v bistvu sta bila krivi podjetji Lesonit in pa tovarna organskih kislin. Pri podjetju Lesonit je bil v bistvu, kot smo že omenili, ekološko vprašljiv mokri postopek izdelave vlaknenih plošč, pri katerem je tovarna z odpadnimi vodami zelo onesnaževala reko. Kot lahko vidimo na fotografiji, se tovarna tudi v današnjih časih nahaja v neposredni bližini reke na tej naplavni ravnici. V bistvu tovarno pa je onesnaževala tudi tovarna organskih kislin, ki je ravno tako v reko spuščala svoje odpadne vode. Stanje reke je bilo tako zelo kritično, med letoma 1955 in 1957 je prišlo do pomora organizmov v rečni strugi. V 60-ih letih je bila prvič presežena kritična meja onesnaženosti, onesnaževanje pa je višek doseglo leta 1981, ko je pretok odpadnih snovi v povprečju znašal 150 litrov na sekundo. Tega leta pa sta tovarni prispevali kar 95% onesnaževanja ter 85 do 88% vseh odpadnih vod v Ilirski Bistrici.
Za izboljšanje kakovosti vode v reki Reki so bili izvedeni številni ukrepi, denimo postavitev čistilne naprave za izločanje lesnih vlaken iz odpadne vode v tovarni Lesonit med letoma 1974 in 1976, ki pa ni bila učinkovita. Postavljena je bila tudi izparilna postaja v tovarni organskih kislin leta 1978, izboljšanje stanja pa je sledilo predvsem po prehodu na suhi tehnološki postopek izdelave vlaknenih plošč, tovarni Lesonit leta 1978, ter potem tudi po postavitvi čistilne naprave v tovarni organskih kislin, kar je onesnaževanje tovarne zmanjšalo za 90%. Stanje se je potem tudi močno izboljšalo leta 1990, ko je tovarna organskih kislin prenehala z delovanjem. Zdaj, k izboljšanju stanja sta pripomogli tudi gradnji akumulacijskih jezer Mola in Klivnik v 70. in 80. letih, ki sta v bistvu nastali z namenom, da v času visokih voda zadržujeta ta visokovodni val, s čimer se povečuje poplavna varnost doline reke Reke, ter da v sušnem poletnem obdobju zagotavljata vodo za bogatenje nizkih pretokov reke Reke, s čimer je potem prišlo tudi do redčenja onesnažil v sami reki. Zdaj, tukaj imamo še en problematičen vodni vodotok, no, to je potok Trnovšek, ki se kasneje tudi izlije v reko Reko. Vanj se stekajo praktično vse izcedne vode iz stare deponije odpadkov tovarne organskih kislin, ki so za okolje škodljive predvsem zaradi visoke vsebnosti organskih snovi in strupene zaradi sulfida in amonijaka. Zaradi tega so ogrožene tudi Škocjanske jame, ki so zavarovane pod UNESCO-om, ker kot vemo, reka Reka v Škocjanskih jamah ponika v podzemlje. Na deponiji, ki je bila v uporabi od leta 1961 do leta 1991, naj bi bilo po grobih ocenah odloženih okrog 100.000 kubičnih metrov odpadkov. Zdaj, čeprav je bil pri odlagališču izgrajen varnostni nasip, ki je sicer stabilen, ta ne zagotavlja tesnjenja izcednih voda, saj je nevzdrževan. Ob obilnejših padavinah se tako recimo, kot je prikazano tukaj na fotografiji, na pobočju odlagališča pojavijo številni izviri izcedne vode, ki se stekajo v potok, ob sušnem vremenu pa so na teh mestih vidni beli madeži oziroma oborine. Zdaj, leta 2019 se je Park Škocjanske jame z Ministrstvom za okolje in prostor in občino Ilirska Bistrica že dogovoril o pripravi načrta sanacije, izvedbo pa še čakamo. Nadaljujmo z onesnaževanjem zraka, ki je tudi vezano na tovarno Lesonit, ki v zrak pošilja emisije. V zraku so namreč fini prašni delci, brusni prah, lesna vlakna, organski ostanki lepil in drugih dodatkov, poleg tega pa v bistvu v ozračje prehajajo tudi emisije, ki nastanejo pri izgorevanju lesnih odpadkov v kotlarni. Podatki iz leta 2011 kažejo, da je bil Lesonit po emisiji dušikovih oksidov na 10. mestu v državi, po emisiji delcev pa med 10. in 15. mestom. Tovarna je namreč v ozračje tako navedenega leta izpustila 34 ton trdnih delcev premera 10 mikrometrov oziroma PM10. Za zmanjšanje emisijskih vrednosti so bile vgrajene naprave za filtriranje zraka pred njegovim izpustom v ozračje, v podjetju pa so poskrbeli tudi za novejšo kurilno napravo s sistemom čiščenja dimnih plinov, vendar je lokalno prebivalstvo še vedno zaradi teh emisij nezadovoljno. Na pobudo civilne iniciative je tako recimo leta 2023 Agencija Republike Slovenije v sodelovanju z občino Ilirska Bistrica na 2 merilnih mestih namestila takšen merilnik kakovosti zraka, kot ga vidimo na fotografiji. Zdaj, lastnik Lesonita sicer zatrjuje, da so v podjetju vedno upoštevali okoljsko zakonodajo ter da emisije iz tovarne predstavlja predvsem vodna para. Zaradi v bistvu narave podjetja, ki se ukvarja z lesom, pa je po njihovem mnenju povsem logično, da so vmes tudi druge snovi. Navajajo še, da so v bistvu izpusti v zakonsko dovoljenih količinah. Za industrijo v Ilirsko-Bistriški kotlini, poleg prometa seveda, ker je to tudi tranzitno območje, predvsem na Hrvaško, povzroča tudi hrup.
Ponovno imamo tukaj v ospredju tovarno Lesonit, ki naj bi z izgradnjo nove tovarne leta 2006 zmanjšala raven hrupa, vendar se je kmalu izkazalo, da temu ni bilo tako. Nizkofrekvenčni hrup ob tovarni je namreč po meritvah leta 2008 za več kot 7-krat presegal največje zakonsko dovoljene vrednosti. Lokalno prebivalstvo hrup seveda moti, želijo si protihrupnih ograj, vendar je po mnenju lastnika podjetja raven hrupa skladna z zakonom za industrijsko cono. Po njegovem mnenju je največji problem predvsem ta, da so bile hiše zgrajene v bližini tovarne, kar lahko vidimo tudi v bistvu na fotografiji, da se v bistvu tovarna nahaja neposredno v bližini stanovanjskih stavb. Degradacijo okolja povzročajo tudi propadajoči in zapuščeni objekti nekdanje tovarne organskih kislin, ki se nahajajo neposredno v samem mestu. Problem predstavljajo predvsem azbestno-cementne plošče, ki so na večini objektov prisotne kot kritina oziroma fasadna obloga. Zdaj, nekateri objekti so bili sicer že uspešno porušeni, na njihovem območju se načrtuje gradnja stanovanjske soseske, nekateri pa vidimo tudi na fotografiji še vedno ostajajo. Čeprav se ta prispevek osredotoča na industrijsko onesnaževanje Ilirsko-Bistriške kotline, je potrebno omeniti še eno izmed sicer neindustrijskih podjetij, ki je sodilo med večje onesnaževalce reke Reke. To je bilo avtoprevozno podjetje Tip Transport Ilirska Bistrica. Veliko obremenjevanje je za reko Reko predstavljalo predvsem pranje cistern, saj so odpadne vode odtekale v bistvu neposredno v rečno strugo in potem z rečnim tokom naprej. Podjetje je kasneje zgradilo tudi svojo čistilno napravo. Tako, nekako smo prišli do zaključka, če torej kratko povzamemo. Industrializacija v Ilirsko-Bistriški kotlini je v času po drugi svetovni vojni povzročila velik gospodarski napredek pokrajine, prinesla pa je tudi številne obremenitve okolja. Razvoj pokrajine je sicer že vrsto let usmerjen k okolju prijazni, varni in čisti industriji, vendar sta kljub določenim primerom dobre prakse v zvezi z reševanjem okoljskih problemov iz preteklosti med lokalnim prebivalstvom še vedno prisotna nezadovoljstvo s stanjem okolja ter mnenje, da še ni bilo storjeno dovolj, predvsem v zvezi z onesnaženjem reke Reke. Tako, najlepša hvala.